Dober dan, vrtnarke in vrtnarji. Zopet smo v Prekmurju na ekološki kmetiji Mlinarič. Moje ime je Mitja, prihajam iz podjetja Aurum in ukvarjamo se z ekološkimi naravnimi rešitvami proti škodljivcem in boleznim. Danes se bomo ukvarjali z insekti, prav s tistimi, ki povzročajo največ težav na naših vrtovih, v sadovnjakih, torej z ušmi, z gosenicami, muhami in podobnimi nevšečnostmi. Če smo prejšnjič govorili o Green Defender kelp toniku, rjavih, hladno stiskanih algah, ki preprečijo težave zaradi pozebe, zaradi zmrzali, zaradi toče, suše, bomo zdaj govorili o Green Defender neem toniku, gnojilu, ki vsebuje aktivne snovi, s katerimi prepreči prisotnost in odpravi prisotnost škodljivcev. Gospod Tine vam bo pokazal, kako se pripravi mešanica, ki pa ji bo danes zaradi posebnih vremenskih razmer, se namreč piha in ker ima občutljive sorte hrušk, bo dodal še posebno cimetovo olje, ki ima ekološki certifikat, s katerim bo okrepil delovanje Green Defender neem tonika in uspešno zaščitil tako sadno drevje kot vrtnine pred škodljivci. Pa si poglejmo. Te pa bomo začeli to mešanico za današnje škropljenje, to se pravi, ukvarjali se bomo z insekti, zato bomo uporabljali dva preparata, in sicer neem tonik, ki je obenem tudi gnojilo, in pa cimetovo olje, ki je pa čisti insekticid. To gre za eno novo kombinacijo naše firme, direktorja Mitje, ki nas oskrbuje z preparati, s temi ekološkimi preparati in zdaj prvič delamo to kombinacijo. Delamo pa tako, da bomo poskušali napraviti uravnoteženo za vse vrste sadnega drevja, ker zdaj bomo predvsem sadno drevje, tako da bomo šli v eno koncentracijo, doziranje, ki nekako zapolnjuje vse vrste drevesa. Ker v specifiki lahko gremo tudi mogoče malo osciliramo v eno ali drugo smer, tudi odvisno od same intenzitete škodljivcev, ker so pa še zdaj na začetku, pa bo ta koncentracija, tako nas je gospod Mitja uvedel, zadostna. To se pravi, najprej razredčimo z vodo ta rezervar, tu pa soproga bo pa pripravila zdaj to gnojilo z insekticidnim delovanjem, neem tonik in sicer v koncentraciji 0,15%, to se pravi 15 ml na 10 litrov vode, ker imamo 40, pomeni, da damo 60 ml tega preparata. Še malo počakamo, ne vlivati, ker sem zdaj prvo dozo dal hladno, bom dal malo še toplo, ker še vedno moramo malo skrbeti, da je temperatura tako nekako bolj v mlačnosti. Je kar precej takšna oljnata substanca, snov. Na principu nima tega indijskega drevesa in tega koncerna, ki pač to deluje na multinacionalnem nivoju in tudi mi smo lahko z temi preparati oskrbljeni. To se pravi, kot to zdaj nova stvar, ker dopolnjujemo insekticidno delovanje, pa dajemo cimetovo olje. To bo gospod Mitja potem bolj razložil. To se pravi, cimetovo olje je res ta en, bi rekel, preparat, ki je velika poživitev za naše ekološko tretiranje sadovnjakov, vrtov, njiv in ta kombinacija bi zdaj mogla biti zelo učinkovita. Lepo splahnemo. Gospod Mitja pravi, da treba zelo natančno doziranje, kot je, da ne bi šli v nepotrebne zgodbe. Tako zdaj. Jaz bom še tu dodal do 40 litrov, navadno toliko pripravimo in to bi bilo zdaj z naše strani vse.
pripravimo še to vodo, potem pa se bomo vključili v ta sam operativni del škropljenja. Že od leta 2011 se naše družinsko podjetje ukvarja z naravnimi rešitvami za vrtove, sadovnjake, in pri tem uporabljamo starodavno modrost nim. Kaj je nim? To je drevo, katerega vsi deli so koristni in se z njim dejansko lahko rastline uspešno zaščiti in prepreči prisotnost škodljivcev. Naj si bodo to uši, gosenice, čebulna, česnova, orehova muha, kapar, kapusov belin, vedno deluje. Na naši spletni učilnici, spletni strani, ki jo dobite spodaj na ekranu, si lahko ogledate rubriko ABC vrtnarstva, kjer boste odkrili številne članke in navodila, kako kar najboljše izkoristiti aktivne snovi v temle izdelku. To je Green Defender Neem Tonic, gnojilo na osnovi nima, ki vsebuje aktivne snovi, kot so azadirahtin, salanin, karanđin in ostale, ki uspešno preprečijo hranjenje in razmnoževanje škodljivcev. Hkrati pa prav nič ne vplivajo na prisotnost in dejavnost opraševalcev, kot so čebele, muhe teničarice, grizlice in podobni koristne žuželke, naprimer pikopolonice. Tako da vsi izdelki, ki jih boste odkrili, so brez karence, imajo ekološki certifikat in že 15 let preverjeno delujejo na slovenskih vrtovih in sadovnjakih. Mogoče je čas, da poskusite še sami. Medtem ko gospod Tine in gospa Majda pridno pripravljata sadno drevje na škropljenje, dovolite, da vam povem še nekaj malenkosti, na katere treba biti previden. Pri uporabi kateregakoli nima, 100% nimevega olja ali našega Neem tonika, morate paziti še posebej pri hruškah, saj so lahko zgodnje sorte občutljive. 15 let izkušenj pa je prineslo do izjemno dobrih rezultatov in praktično lahko rečemo, da z Neem tonikom si pomagajo tako vrtnarji, profesionalci, kot številni ljubiteljski vrtnarji. Danes bomo Green Defender Neem toniku gnojili na osnovi nima dodali še cimetol. Cimetol je bioeterično olje cimeta, ki deluje podobno kot insekticidi. V osnovi je to gnojilo, ampak zaradi specifičnega vonja tale majhna flaška uspešno okrepi aktivne snovi v Green Defender Neem toniku. Kaj to pomeni? Tudi tisti najbolj zoprni škodljivci, kot so tripsi, pršice, rastlinjakov ščitkar oziroma bela muha, smrdljivci, vse to izgine. Ponavadi ga dobite v taki majhni steklenički, če pa imate potrebe in želje, pa vam posebej dobavimo tudi kaj večjega. Ko govorimo o res dobrih recepturah, mililiter cimeta oziroma cimetola in 15 ml Neem tonika na liter vode zadošča za stalno zaščito in odpravo smrdljivcev na vaših paradižnikih, malinah, jablanah ali kje drugje. Hkrati pa vam bo tale kombinacija uspešno zaščitila tudi domove. Edino potrebno je notranjost okvirja poškropiti s to mešanico, pa v hiši ne bo nobenega smrdljivca. Ko boste pripravljali mešanico za škropljenje, imate 8 ur časa, da jo porabite.
Vendar pozor, škropiti in zalivati z Green Defender Neem tonikom je potrebno v večernih urah, saj sončni žarki razgradijo aktivne snovi in je zadeva manj učinkovita. Zato zvečer, ko ni sonca. Če se boste odločili za delo z nimovimi gnojili, preverite izvor. Mi vam garantiramo uspehe. Že 15 let smo na slovenskem tržišču, najdete nas v Mekaliji, Merkurju, Eurogardnu, Bojših vrtnarijah in številnih kmetijskih zadrugah. Toda pozor, vsak nim ni enak, pazite na ponaredke.